Smo priča razkolu med strankama Levice in Vesne, ki sta skupnimi močmi na volitvah dobili 5 poslancev. Resnici na ljubo se v parlament ni prebil nihče od kandidatov Vesne, po drugi strani pa je verjetno res tudi, da Levica brez Vesne takšnega volilnega rezultata ne bi dosegla. Zdaj je Vesna zahtevala umik svojega imena iz poslanske skupine Levica zaradi neusklajenega delovanja Levice z njimi. V Levici so jim odgovorili, da s te zahtevo nimajo težav in umaknili ime Vesne iz poslanske skupine Levice ter da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga z Vesno sklenili pred državnozborskimi volitvami. Kaj drži, zakaj so se razšli? Z nami sta sopredsedujoči Vesni Uroš Macerl in sokoordinator Levice Luka Mesec. Dober večer obema. Gospod Macerl, glede na to, da ste zapisali, da zdaj poslanska skupina Levice dela po volitvah, ne da bi se pri svojih potezah usklajevala z vami, ali menite, da vas je Levica na volitvah samo izkoristila za dosego boljšega rezultata na volitvah? Ja, odvisno z katere strani pogledamo. Bolj bom rekel, da smo razočarani nad tem, ker smo se dobro speljali skupaj, dobro kampanjo, šli skupno listo, naredili skupen program. Šli skupaj na ulice in dosegli rezultat, za katerega skupaj smatramo, da je skupen. In rezultat daje tudi skupno poslansko skupino. In prepričani smo, da tudi poslanci, čeprav so vsi od Levice, imajo dosti veliko število tudi glasov iz Vesne. In naša obljuba volilcem je bila, da skozi to poslansko skupino pripeljemo zelene politike v slovenski parlament. In način, na katerega je zdaj ta poslanska skupina narejena, tega Vesni pač ne omogoča. Poskušali smo to rešiti, žal neuspešno. Lahko rečemo, da je poslanska skupina narejena na način, da je Levica brez kakršnega koli usklajevanja in kakršnih koli vprašanj naredila poslansko skupino izključno in cela ekipa samo od Levice. In Vesna na tak način, to Vesni ne omogoča izpolnjevanja tistih obljub, ki smo jih dali svojim volilcem. Kaj pravite na ta očitek? Zdaj najprej jaz nikoli ne maram pred umazanega perila v javnosti in tudi danes ga ne bom, tako da upam, da imamo lahko z kolegom Macerlom kolegialen pogovor, ker najni so vedno taki bili. Mislim, da imamo predvsem razhajanje v določenih pogledih. Zdaj, v Levici vidimo stvar takole. Mi smo zelo z odprtimi rokami in velikodušno pristopili k sodelovanju z Vesno. Če gledamo vložke v kampanjo, bomo videli, da finančna sredstva so bile 5/6 naša, 1/6 Vesnina, podobno kadrovska, ampak smo rekli, da razumemo, Vesna je manjša stranka, odrečemo se 1/3 okrajev. Teh okrajev nismo določili s preglasovanjem, ampak smo jih določili soglasno. Tudi Vesni smo šli toliko naproti, da smo se pogovarjali o različnih scenarijih, kaj če dobimo samo 4 ali 5 poslancev in poskušali zagotoviti okraje tako, da bi tudi v tem primeru Vesna dobila. In po volitvah nismo rekli, Vesna dobi 1/6 sredstev, ampak dobi 1/3 sredstev. Ta sredstva so za politično delo, zato da stranka zaposli ljudi, zato da lahko programsko sodeluje in od tam naprej smo rekli, ok, zelo nam je žal, da so se volitve išle na način, da Vesna ni dobila poslanca, ampak mi vidimo 3 skupne izzive pred sabo. Eno je sodelovanje v poslanski skupini, kjer je Vesna vselej vabljena, na vsak sestanek so bili vabljeni. Drugo je skupen nastop na lokalnih volitvah in tretjo je združitev strank. Edino, kjer se nismo strinjali, so zaposlitve v poslanski skupini, kjer tukaj moram kolego Macerla popraviti, pač ta poslanska skupina je že obstajala in problem, ki ga imamo, je, da imamo sredstev, zaradi tega, ker jih 1/3 odrečemo Vesni, v resnici manj kot v prejšnjem mandatu. In naš odgovor je bil vedno enak, zaposlite ljudi v stranki, po lokalnih volitvah, če se tam dovolj okrepimo, se pa lahko pogovarjamo o čim več. Je bilo to glavno jedro spora ali je še kakšno vsebinsko tudi? Ne, gledajte. Nedvomno Vesna ni šla na volitve zato, da se bomo na koncu pogovarjali, kako bomo delili proračunski denar. Vesna šla na volitve zato, da bo izpolnila svoje obljube svojim volilcem. In v poslanski skupini, v kateri nimaš niti enega vsebinca, tega ne moreš delati.
mi smo mesece poskušali ne javno prati perilo, ampak se pogovarjati z njimi in jim poslati dopise in najti rešitev in jim jasno povedali, da v takšni poslanski skupini se tega Vesni ne omogoča. In vse ostalo, kar je bilo prej dogovorjeno, se pač izpolnjuje. In cilj, zaradi katerega smo šli, je jasen. Izpolniti svoj program in zavezo svojim volilcem, sebi in svojim otrokom. In zdaj, če tega ne moreš narediti skozi poslansko skupino in če na eni strani brez kakršnega koli usklajevanja nastane skupna poslanska skupina, v kateri niti ne vemo, kdo tam je, jih ne poznamo, nismo imeli možnost izbire, to pač ni dober signal sodelovanja. Tako da, če gremo čez to, tudi naprej lahko rečem, tudi, bom rekel, to, da smo mi samo povabljeni v ponedeljek na sestanek, to seveda ni dost. Ne moramo biti zadovoljni s tem, da boš ti prišel kot sopredsednik Vesne v ponedeljek na sestanek in se tam dobil informacijo. Mi smo zahtevali soodločanje in tako smo se dogovarjali, da bomo soodločali in da bomo skupaj sprejemali odločitve. Zakaj tega soodločanja ni bilo, kot pravi gospod Macerl? Mislim, problem je v bistvu izgledal zadnje tedne in mesece točno tako, kot je zdajle. Mi smo se želeli o 3 temah pogovarjati, se pravi sodelovanje v poslanski skupini, lokalne volitve in združitev strank. Vesna je ves čas zvajala to na eno samo vprašanje, to so zaposlitve v poslanski skupini. In naš odgovor je bil ves čas enak. Iz denarja, ki ga dobite, ki smo vam odstopili, 1/3 sredstev, lahko... To je 10 000 evrov, če prav razumem. Tako, lahko ustvarite 2 do 3 zaposlitve. 2 zaposlitvi pa še nekaj za kampanjo ostane. In iz teh zaposlitev financirajte svoje zaposlene. Če bomo lahko še kaj zaposlovali na poslanski skupini, bomo pa videli po lokalnih volitvah, ker trenutno varčujemo zanje. Ampak ves čas ste zvajali odgovor tja. Zadnje 4, 5, 6 tednov se nam niste več oglašali na telefon. Zato smo mi včeraj odgovorili, da nimamo problema s tem, da se umakne ime z poslanske skupine. Nas pa žalosti, da smo prišli tako daleč, ker je to popolnoma nepotrebno, da se 2 stranki ob vsem, kar se, 2 zelo bližnji si stranki ob vsem, kar se državi dogaja, moramo pač škole danes mi 2 pogovarjati, medtem ko imamo bistveno večje probleme in upam, da tisti zadnji del vašega dopisa drži, da se pogovarjamo o lokalnih volitvah skupaj po dopustih. Gospod Macerl. Ja, glejte, še enkrat vračam nazaj. Zdaj je bilo slišati, odstopili smo jim 1/3 denarja. Glejte, nam ni nihče nič odstopil. To je proračunski denar, ki smo ga dobili iz proračuna z skupnim rezultatom in z skupno listo. In razumevanje, da je to od Levice in da ona nam nekaj daje, je pač napačno. Tako je tudi napačno razumevanje, da je njihova skupna poslanska skupina stvar njih, da oni odločajo, kdo je noter. Še enkrat, ne zanimajo nas ne zaposlitve, ne denar. Glejte, jaz kot sopredsednik Vesne sem od prvega dneva delovanja kompleten čas delujem pro bono, zastonj. Niti enega evra nisem dobil z politike, niti z tega proračuna. In potni stroški, in parkirnine, in dnevnice, vse delam zastonj. Povejte mi enega politika, ki lahko to reče. Jaz to tako delam. In moj namen in namen Vesne je samo ta, da preko skupne poslanske skupine izvajamo politiko Vesne. In takšna poslanska skupina nam tega ne omogoča. In potem doživiš, da se vlagajo zakoni, ki so povsem Vesnini, nek kavcijski sistem, pa da nam o tem nihče nič ne pove. Ampak zavemo, ko je že vložen. Ne? In tudi, da se jaz zjutraj zbudim, pa pogledam družbeno mrežje, pa vidim zelen plakat, barve Vesne, imamo kandidata za župana in spodaj logotip Vesne in Levice. Polnoma neusklajeno. In iz takih stvari potem pride do tega, da se moramo tukaj pogovarjati. Mi smo se večkrat poskušali pogovarjati, žal neuspešno. Se pa z Lukom zelo strinjam, da v dani situaciji more leva sredina prekiniti s takim nesodelovanjem. Ker da smo izgubili volitve, niso krive samo prevara resnice in demokratov, ampak tudi premalo kvalitetno povezovanje in sodelovanje leve sredine.
In če tukaj je vsa leva sredina padla na izpitu povezovanja in sodelovanja, razen Vesne, ki je 3 take preizkuse dala čez, 2krat s Prebiličem in 1krat z Vesno. In če bo rezultat takega sodelovanja vedno, da boš ti iskreno in dobro delal, na koncu pa boš samo izkoriščen, potem to ni dobro za levo sredino. Zdaj pa smo po volitvah in zdaj, če je kdaj čas, da rečemo, imamo desno vlado, gledamo skrajne politike, populistične desne, ki jih neznosne, od Snežiča danes in vsega, kar doživljamo, to je nekaj, kar seveda ne sme se več ponoviti. In če hočemo svoje zadeve popraviti in če hočemo, da na naslednjih volitvah ne bo isto, potem mi moramo nekaj spremeniti. Tudi na levi. Tudi na levi. In povemo si to iskreno. In ja, se strinjam z Lukom, prihajajo počitnice, dajmo, prispimo in v tem času lahko popravimo svoje delovanje pa sodelovanje, ki bo dal na koncu bolj zdrav rezultat in pa bolj zdrav sporočil. Je to možno med počitnicami? Mislim, kar se mene tiče, jaz sem za pogovor skozi odprt. Mi pa tudi. Pred kamerami, kot vidite danes. In še enkrat, pač mi nimamo ničesar tukaj za skrivati. Mi smo se dogovora, ki smo ga sklenili pred volitvami, držali do zadnje črke in ves čas smo bila naša vrata in naše roke odprte za sodelovanje vseh 3 vrst, ki ga ne bom ponavljal. In škoda mi je, da se na ravni vodstev takole pogovarjamo, ker na ravni članstva smo spletli po mojem zelo močne in dobre vezi in jaz verjamem, da to ni zadnja etapa, ki jo Levica in Vesna tečemo skupaj. Mogoče samo še glede kandidata za župana. Za župana, izvolite. Na ta sestanek smo vas povabili, mislim, da vsaj 3krat. Pa se niste odzivali. Tako da jaz vidim tukaj eno politično gesto, da ste spor javno odprli po najavi kandidature, ampak jaz vam ne zamerim in še enkrat, če ste pri volji, vas zdaj tudi javno vabim, da se po počitnicah ponovno pogovorimo. Ja, lahko, ni problema. Mi smo že ves čas govorili, da smo pripravljeni na sodelovanje in povezovanje. Vendar, če ti v eni zgodbi skupaj nekaj narediš in jo ne zaključiš, potem ne nas v tej zgodbi vabiti v drugo, pa rečemo, pustimo to, to je zdaj končano, gremo mi drugo zgodbo. Ne, najprej to naredimo, tako kot treba. Dobro, to kot treba. Za konec, gospod Mesec, v začetku daje smo govorili o vsem tem dogajanju, Mijić, Snežič, upletanje tudi vas v to igro in me zdaj samo zanima, a boste vi teh 2500 evrov poskušali od Roka Snežiča izterjati, ker jasno je, da to podjetje, ki ga je prevzel od Mijića, ima negativne dolgove, ostalega premoženja pa, če se ne motim, Snežič Sloveniji nima. Boste izvršbo storili? Glejte, jaz sem s temi ljudmi, konkretno Snežičem in podobnimi v sporu že dolgo, ker žalijo moje osnovne vrednote. Jaz ne bom dovolil, da laž, goljufija in prevara postanejo domovinska pravica v Sloveniji in kar bi rad dosegel z Snežičem je, da plača sodne stroške. On vlaga slep tožbe, on izgublja te slep tožbe, na koncu pa reče, nimam denarja. Tako da izvršbe seveda na tem Mijićevem podjetju ne bom izvrševal, hočem pa, da Snežič plača sodne stroške. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala lepa.